Zakaj je tako pomembno, da bo vlada povečala obdobje, ki ga morajo tujci preživeti v Sloveniji, da lahko združujejo svojo družino? Iz enega vsaj na 3 leta prebivanja. Čeprav v Slovenski nacionalni stranki smo za to, da ni nobenega združevanja družin. Vzemimo primer Hrvaške, da ne bo kdo rekel, da govorim samo o Sloveniji. Hrvaška ima 3.850.000 prebivalcev približno in že ima tujih delavcev, v glavnem Filipincev, na Hrvaškem med 500 in 600 tisoč. Čez eno leto, recimo, ko se bojo ti združili z družino, jih bo na lepem 1 milijon ali pa 1.200.000. Ko bo prišel zraven še en otrok, to pomeni 1,5 milijona do 1,8 milijona približno. Kaj to pomeni? Približno 50, malo manj kot 50% prebivalstva na Hrvaškem ne bo Hrvatov, ampak bojo neki črno obarvani Filipinci ali pa ne vem kaj vse. In če bo še tukaj drugi otrok, jih bo kmalu več kot 50%. In kaj bo potem? Evropska unija bo rekla, ja, saj to je filipinska država, zahtevajo lahko svoj jezik, svoje šole in svoje ljudi v vladi in v vseh organih. To je hotela narediti preko Evropske unije slovenska levičarska ušiva vlada. Zato nujno moramo sprejeti to. In še nekaj, na referendumu je treba glasovati za, če hočemo vsaj nekaj od Slovenije še obdržati.